V Valvazorjevi knjižnici Krško so predstavili knjigo Polone Brenčič in Boštjana Špilerja Zdole skozi stoletja, ki razkriva zanimivosti in odkritja iz preteklosti Zdol in okoliških krajev. Sestavljena je iz 2 delov. V prvem delu, to se pravi Boštjanovem, se dotika predvsem naravno in pa družbeno-geografskih dejavnikov današnje krajevne skupnosti Zdole in pa tudi nekatere, to se pravi nekaj iz zgodovine Zdol in okolice, bom rekla nekaj iz arhivskega predala, to se pravi o zdolskih imenih je tudi zelo zanimivo poglavje in še nekaj zgodovinskih stvari navaja. Brenčičeva pa se je posvetila prerezu 20. stoletja. In sicer moj del knjige je nekako razdeljen na 5 večjih delov, to se pravi do leta 1940 oziroma do druge svetovne vojne, druga svetovna vojna, obdobje do leta 1990, samostojna Slovenija in pa potem še pomembnejši Zdolani, pisci strokovnih in pa publicističnih del. Knjigo bogatijo številna pričevanja ljudi, ki jih je približno 40. Ta razkrivajo življenje preteklega časa. Saj so bile najstarejše moje sogovornice stare že preko 90 let. To so bile gospe, ki so doživele še prihod elektrike na Zdole. Skratka, doživele so stvari, ki so danes za nas morda že zelo odmaknjene in pa za skoraj nepojmljive. Eden od pričevalcev je tudi Ivan Mirt, ki je nekdaj živel na Zdolah. Ja, Polona, avtorica knjiga, je preprosto prišla in me vprašala, da bi pripovedoval spomine na otroška leta, ki sem jih preživljal na Zdolah, pa seveda tudi spomine na šolo, na to, kako smo bili oblečeni, kaj smo jedli takrat na šolsko malico, pa seveda tudi o potujočem kinu, kako smo pripravljali programe in kako smo se veselili vsake predstave, ki smo jo dobili na Zdole. Zdolani so zelo veseli in ponosni na knjigo. Eden od avtorjev je dejal, da je to velika knjiga za majhno vas. Ampak moram priznati, da čutimo Zdolani, da so Zdole vredne te knjige in da je bil čas pravi, da se napiše o naši vasi takšna knjiga, tako obsežna knjiga. Sprva so mislili, da bo nastalo le kakih 100 ali 200 strani, vendar pa je intenzivno delo prinašalo vedno nove vire. Hkrati pa je vsaj v meni kot uredniku zorela misel, da naredimo knjigo, ki bo zanimiva tudi širše, kajti nekatere teme so zanimive tudi za ostale kraje, tako v okolici kot drugje v Sloveniji. Saj je življenje v teh časih, starih časih bilo podobno tudi drugod, pa tudi nekatere osebnosti, že znane v širšem prostoru, kot tiste, ki smo jih še odkrili, imajo širši pomen, pa ta knjiga je bila tudi resnici na ljubo priložnost, da ohranimo spomin na te, lahko rečem, pomembne može z kulturnega ali pa drugih področij. Iskanje virov, dokumentov in fotografij ni bilo lahko delo. Po eni strani, ja, najprej smo seveda šli v te uradne arhive, knjižnice, potem iskali pri družinah, se pravi iz osebnih virov. Ostalo pa je bilo najdeno tudi v starih objektih, tudi na podstrešju stare šole, da ne rečem med smeti, dobesedno izbrskano. Knjiga je nastala na podlagi zelo velike množice različnih virov, to se pravi knjižnega gradiva, različnih brošur, ki so vezani na to okolje in pa pomembni so bili pa predvsem arhivski viri, to se pravi arhiv šole na Zdolah, šolska kronika, župnijska kronika, skratka župnijski arhiv in pa seveda tudi arhivi posameznih družin, ki so mi ob tej nastajanju knjige pomagali oziroma s katerimi sem se pogovarjala. Tudi slikovno gradivo je iz različnih, predvsem družinskih arhivov in pa, kot smo že prej ugotavljali, to se pravi tudi iz časopisja tistega časa, je zelo pomemben vir, ki pa predvsem je iz Digitalne knjižnice Slovenije. Brenčičeva težko izpostavi najzanimivejši del knjige.
Morda je zanimiva zgodba o županu Pajdašu, o družini Klajnošek, o Branimirju Kozincu, trgovski knjigi družine Presnik, ki kaže na vsakdanje življenje pred drugo svetovno vojno, morda župan Žuraj med drugo svetovno vojno in še cel niz takih zgodb prinaša knjiga. Knjiga je namenjena širokemu krogu bralcev, prvotno seveda z Dolanom, prav gotovo pa bo po njej segla tudi kakšna druga roka.